Lep in prijazen dan vam želim iz Kopra, natančneje s ceste, ki vodi proti Šmarju. In zato menjamo prehodu Vrgonja. Smo delo Kopra, ki je del naselja povezanega z mestom Koper. Mi pa bomo tukaj na tem krožišču zavili proti kraju Merezige, kjer so danes pripravili posebno prireditev v počastitev svojega prvega javnega vinotoča na prostem. No, to je neke vrste podobnost, kot imajo v občini Žalec, kjer ponujajo obiskovalcem ne vino, ampak pivo. No in mi si bomo ogledali najprej nastop iz Kopra do kraja Merezige. To je konec Kopra, čeprav to področje sodi del Istre z različnimi zanimivimi kraji, ki so res zanimivi deli področja. Pomorskih mest Koper, Izola in Piran. Tu se nahajajo različne turistične kmetije, pa tudi nekaj osmic. In sicer so to ponudniki, ki ponujajo doma predelane izdelke in to smejo prodajati v določenem časovnem obdobju. No, zanimivo je, da so tukaj, kot vidite, na levi strani pripravili tudi, pa bolje rečeno zgradili, kolesarsko stezo, ki povezuje Koper s temi kraji izven središča mesta Koper. No, ta kraj Brda nima nič skupnega s Brdi na Goriškem, ampak imajo pa kraj Brda. Tukaj se ukvarjajo predvsem s kmetijstvom in vinogradništvom. In tudi zato so v bistvu naredili kar nekaj
američkih turizmov. Ter ponudbo z različnimi domačimi dobrotami. Obletnica začetka delovanja tako imenovanega javnega vinotoča, kjer dobite, seveda kupite kozarec in si na to privoščite znameniti refošk. V tem področju ki je vredno obiska. No in ljudje smo v tem času že izgubili kolesarsko stezo, tako da morajo kolesarji, če želijo iz Kopra priti v te kraje, voziti po glavni cesti. Tu je zahtevana hitrost, kot vidite 50-60 km in mi se tudi držimo predpisa, da ne bi kršili določene hitrosti, kar priporočam tudi vsem voznikom, katerim priporočam tudi, da če se za volanom ne segajo po kozarcu praznega refoška na Merezigah, ki je se začel včeraj, ni prav s prijetnim dnevom. Danes spet dan je veliko lepši in zato smo se odločili, da bomo tudi mi postali za naše bralce tako dostopno pot do kraja, kot seveda nekaj utrinkov kraja Merezige, ki je res zanimiv in urejen kraj. Tu je kar nekaj zanimivih vasic, zaselkov, ki je vredno iskati. Če bi bilo pa povezano to s pravimi kolesarskimi stezami, bi bila stvar še bolj zanimiva in bolj obiskana. Namreč slovensko obalno področje obišče zadnje leta veliko turistov, predvsem zaradi kolesarjenja po teh zanimivih področjih oziroma krajih, zaselkih in vasicah. Zdaj smo stopili, vstopamo v kraj Babiči in smo vse bliže kraju, kjer bomo z vrha lahko videli našo Luko Koper.
pa je tudi znamenita oljarna Babič, ki vam zagotovo ponudijo res izvirno pravo. No in tu je vinska fontana Rezige, kam smo se namenili danes, da vam jo pokažemo s posnetkom dostopa in seveda s posnetkom same fontane. Danes imamo tudi zanimiv dan in mi smo zdaj stopili v kraj Rezige in smo se bližje različnim vinskim kletem in seveda znameniti fontani Refoša, ki privabi v te kraje kar veliko ljudi. Namreč gre za deželo Refoška. Povemo, da ljudi v Rezigi vozi posebej na avtobus iz Kopra in sicer prava zanimivost. In tu ga vidite, ki je pripeljal nekaj ljubiteljev vina. Vidite ta naravnost, mi pa bomo parkirali tukaj. No in končali naš posnetek s pogledom na področje, kjer se nahaja ta posebna zanimivost, ki bomo zdaj posneli. Lep pozdrav!